Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Živijo, lep pozdrav vsem. Si bil na terenu, si šel na gospodarsko razstavišče, kjer se je Zveza evropskih levičarskih strank pripravljala na začetek evropskih volitev. Kaj si izvedel? Bom drugače vprašal, kakšni so tvoji vtisi? Jaz sem predvsem šel tja, da bi naredil intervju z Jeremyjem Corbynom in sem ga tudi naredil in se mi zdi kar zelo zanimiv in bi povabil pač bralce, da v sobotni prilogi to soboto to preberejo. Mene je kar navdušil, moram reči, ne. Potem smo tudi pisali o tem, ne. Šlo je pravzaprav za začetek, se je pač zgodilo v Sloveniji, da je celotna evropska levica prišla sem, ne. In Jeremy Corbyn je pač eden od tistih, ki... Mislim pa tudi latinsko-ameriška, tako da dajmo tukaj še povedati, da kolega Tone Hočevar za prihajajoče številke dela tudi zanimive pogovore, ki so pa nastali s predstavniki latinsko-ameriške levice. Ja, ciljali so pač na internacionalno dimenzijo pač levice kot take, dogodek pa so pa evropske volitve, tisti dogodek, ki je v spodbudu, zgleda, da hoče pač opolnomočiti Evropo, zdaj projekcije pravijo, da bodo približno enako število mest zasedli, kot jih imajo zdaj. Moram pa reči, da v simbolnem pomenu besede so bile pa pač sporočila prebojna, to se pravi our moment, se pravi naš trenutek, z tem, kar je Jeremy Corbyn, ki je obvisel v angleškem parlamentu kot samostojni poslanec, se pravi laburistična stranka ga je tako ali pa drugače izločila iz svojih vrst, sam noče odideti iz laburistične stranke, ne bom šel nikamor, je rekel in tako naprej, ampak zdi se, da je premalo prilagodljiv v smislu pač teh neoliberalnih preobrazb, In v tem je pa zanimiv, zaradi tega, ker je skupen moment njihovega momenta, our moment, je v 5 točkah, ker je on rekel housing, to se pravi preprosto stanovanja, kako bi mladi lahko dostopili do stanovanja. Bivanja. Ja. Bivanje, housing, se pravi, kako pride do strehe nad glavo po slovensko, zdravstveni sistem, okolje, kot pitna voda, recimo v Angliji, pitna voda, viri so privatizirani, in to polnoma nemogoča pozicija, železnice so privatizirane, pa ne. Se pravi, država je prevzela izgradnjo infrastrukture, potem so dali pa v upravljanje nekim ljudem, pač vse skupaj in tako rekoč so se preklopili na že narejeno infrastrukturo, če kaj narobe pride, pa državi nazaj potaknejo, pa reče, pa vi to popravite. Skratka, zelo realni problemi, ki se vedno bolj kažejo v nekem velikem nezadovoljstvu, ki je, kot je povedal, to nezadovoljstvo rezultiralo tudi v Brexit referendumu, ki v bistvu sploh ni bil referendum o Evropi, ampak v njihovem lastnem nezadovoljstvu v razmerah, v katerih živijo. In to nezadovoljstvo ni pojenjalo, ampak narašča, kar pomeni, da bodo v Angliji verjetno laburisti zmagali, ne zato, ker bili tako dobri, ampak zato, ker so Torijci tako slabi, oziroma ker so ljudje tako nezadovoljni, In to je bil tisti trenutek, tisti moment, ki ljudem v zavesti verjetno ne bo premaknil, odstotkov, ki bodo glasovali za levico, ampak sami programi, to so programi v smislu vsebina pa bo rezonirala. Tako mislim tudi v Sloveniji. Slovenijo omenjaš, Slovenija je na tem evropskem zemljevidu med prejšnjimi evropskimi volitvami bila v barvah držav, kjer je bila udeležba najnižja. Ja. V teh krajih imamo predstavo pravzaprav, zakaj je ta dogodek, se pravi evropske volitve, zakaj je ta dogodek pomemben? Ne, niti slučajno, in tudi levica od tega verjetno ne bo profitirala. Je pa naredila zelo modro potezo, da si je dala, mislim, da je organizirala, ali pa da je prepričala Evropsko levico, da so zadevo organizirali tukaj. Namreč gre za sporočila, oni sejejo to, kar bodo mogoče želi čez 10 ali pa 15 ali pa mogoče 20 let. Ampak čeprav zastaviš nekoč stvar uspeh, tako je tudi Janša začel. Janša je začel pri koliko 2,8%, danes je pa največja stranka, po tolikih 30 in tolikih letih. Evropska levica si je pa v bistvu začela zgledovati malo po Avstriji, ker v Avstriji se je levica, ki se je rekrutirala iz komunistične partije KPÖ, je
čakaj, kako je zdaj njihov špicen kandidat, se imenuje Bayer, kako že ta trenutek se ne spomnim. Špicen kandidat, ja, je Avstrijec, ne. In on je bil predsednik komunistične partije, on je moral biti najinih let tam nekje, ne, domnevam, ampak je stvar pripeljal iz nekih pozicij, ki so radikalne v tem smislu, da pač ne popuščajo nekakšnim trendom neoliberalistične narave, po domače povedano. Levica gre popolnoma stran od Blairove formule tretje poti, ampak se orientira nazaj na bazične principe, ki jih ljudje razumejo. Housing, okolje, se pravi zdravstveni sistemi, javni, dostopnost, blaginja, a ne, in revščina, skratka, da bodo ljudje v svoji koži se dobro počutili, tako da bodo s svojim delom lahko zaslužili, ne da bodo samo delali za kapital. To so te zelo enostavne sheme, za katere je nemogoče, da v prihodnjih 10 letih ne bi bile slišane. In tukaj jim je uspelo, ne, žal, pa sem skoraj prepričan, da se pa ne bo vsaj ne v taki meri, kot je nastavljeno, odražalo v volilnih rezultatih, recimo že na evropskih volitvah. Ne. Pri nas, ne, v Sloveniji, je pa seveda ta stvar toliko bolj zanimiva, ker je Levica zdaj obtežena ravno z to koalicijo, ne, ki je najmanj, rečva, zmerno neoliberalna, ne, najmanj zmerno, lahko pa tudi bolj, ne, precej nekonceptualna, in jo je treba stalno opominjati na to, zakaj je bila izvoljena, se pravi vlada, zakaj je bila izvoljena, in Levica v nekaterih segmentih v očeh lastnega članstva preveč popušča, ne, se ta konflikt med Kordišem pa med preostalimi člani Levice je v veliki meri pogojen prav z njegovo radikalnostjo pri principih. Dobro, v javnosti je pač prišlo mislim, da je rahlo sporna interpretacija, da ga izdaja karakter, da tam vpije in podobne stvari, ampak to nekako ne verjamem, glede na to, da postopki nikakršni niso bili izpeljani ali pa da se formalni postopki niso zavrteli. Ne. Ja, postopek, ki je bil ta, da je šel del vodstva na Trg Republike in tam sporočil, da je z Mihatom Kordišem težko delati. Ja, mi pa pred medije, ne, zabrav obračun, ko je bil človek na bolniški, čudno. No. Ampak kakorkoli, Jeremy Corbyn, recimo, ne, sem ga izrecno vprašal, prav nisem ta primer na tak način naslikal pa narisal, ampak sem ga vprašal, ali naj recimo Levice, ki bi jim on svetoval, če bi ga vprašali, ne, se nagibajo v neko prilagojevanje, ne, sodobnim ekonomističnim trendom, zato da bi lahko, če si zraven, pa vendarle nekaj storile, ali naj se držijo svojih načel. Ne. In je kot izstopa iz strelov, držijo naj se svojih načel. Ne. Ja, ampak veš, to je stara zgodba, ne, ki se je recimo v 80-ih letih prejšnjega stoletja pa pozneje, ne, dogajala nemškim zelenim, ko so imeli ob tem, ko je stranka nastala, dilemo, ne, a naj se držijo svojih fundamentalnih načel ali naj bodo politični realisti. Ne. In je potem ves čas dinamiko znotraj stranke določala polemika med tako imenovanimi fundiji pa reali, ne, realisti. Ne. Ja, a veš, po mojem, ne, pač te dileme še vedno trajajo, ne, je pa res, da ta ampak so rešene. Veš, v bistvu so rešene, samo naporno je se držati načel. Jaz se natanko spominjam 30 let in več nazaj, ne rabimo iti v Nemčijo po zgled, ko je nastala krščanska demokracija. Ne. In to je bila v bistvu najbolj uspešna stranka pač Demosovega spektra, oziroma sploh mislim, da v Demosu, no, za največ odstotkov glasov je dobila. Govorimo o letu 90. 90, to je toliko glasov dobila, kot jih zdaj Janša premore. Takrat krščanska demokracija premogla. Ne. Mislim, da je bilo 20 plus. Manj, ja. Koliko je bilo? Pod 15. Ampak skratka, znotraj Demosa je bila krščanska demokracija najmočnejša. Bila je najmočnejša. Je bilo pa veliko strank. In seveda, takrat je šlo, mimogrede, prebral sem knjigo Tomaža Mastnaka, ki govori, kako je se civilna družba takrat preobražala. Mislim, v tistem času smo živeli, jaz to knjigo podoživljam prav kot sistem svojih lastnih naivnosti in tako naprej. Tudi on prizna, ne, to naivnost, to se splača prebirati. Ampak takrat je šlo tako, kot češ Demosove stranke, krščanska demokracija, potem pa Pučnikova socialna demokracija in pa narodnjaki, oziroma takrat so bili še demokrati, naj bi bili
zarezani v kolaču med staro in novo in bi naj bi predstavljali novo, v smislu diskontinuiteto starega. Partija se je pa preobražala pač od monopartijske v kapitalistično stranko, od skupne lastnine v zasebno lastnino, skratka na trg in tako naprej. Vse to zdaj iz distance pogledano lahko res dobro že ovrednotimo. In takrat se je krščanska demokracija sestala in jaz se spominjam, to je bilo, ne vem katerega leta čisto točno že, ko je bilo vprašanje, ali gre v veliko koalicijo z LDS ali ne. In potem so tudi novinarji, nekateri ljudi, ki smo to so volitve, ki so bile leta 92, ta razprava je pa potem na začetku leta 93 bila, so bile volitve decembra 92. No, jaz sem takrat to poslušal in bil tudi vprašan. In takrat je ta debata natanko na enak način laufala, kot si jo ti zdaj nasliko za Nemčijo. Ali biti realist, ali biti se pravi, mudžahid in jati strumno naprej in tako naprej. No, rezultate imamo pa tukaj, ne. Imamo Tonina in imamo Novo Slovenijo in poglejmo, kje je in poglejmo, kje so bile načela pravzaprav nikoli niso obveljala v tisti stranki, stranka je bila nenačelna od prve sekunde. In tisto, kar pač Corbyn zdaj na levici opozarja, nas toliko let zatem, natanko to, ne hodite poti, ki so jo drugi že zamočili, ne. Držite se svojih principov in to vam zagotavlja uspeh, vse drugo pa ne. Na vse zadnje je Janša dokaz. Janša je izredno zvest svojim načelom, ki so v vzdrževanju nenačela. Se absolutno ne strinjam. Ne. Njegovo načelo je vzdrževati nenačelost, ne. In peljati nacionalizem in to prevrtljivost iti za oblast. On je v tem smislu konsistenten, dosleden in transparenten. To boš pa že priznal. Ne bom, zaradi tega, ker je naredil, rečemo od leta 93 do danes ene 4 velike konceptualne salte. Pa pri niti enem ni nikoli resno mislil in tudi nikoli ni terjal od ljudi, da resno mislijo. On je terjal od ljudi samo, da so mu brezpogojno zvesti. Vse tisti ljudje, ki so verjeli. To ni načelo, to je tehnologija, ne? To je, to je tehnološki princip. Ne? V tem smislu so neki drugi. V tem smislu imaš prav, ne? Če govorijo zdaj o načelih kot univerzalnih načelih, jasno, to imaš prav. Ne? Ampak, kako ne rečem, on je v izredno širokem trendu naraščajočega pa je vam mehano marksistično teorijo, ne, kapitala. Ne. On je dejansko zdaj v trendu, kako naj ti rečem, neofašizacije. Ne. Tako kot recimo je v Italiji Meloni, tako kot se na Skandinaviji to pojavlja, tako kot se po celi Evropi to pojavlja. To je bistveno povezano z revščino, ki jo potem pač desnica artikulira na tak način, levica pa na tak način. Ne. Levica pravi, da je preprosto treba kapitalu odreči njegov primat in je treba iti nazaj v nacionalizacije vode, zdravstva, šolstva, skratka vse te stvari. Jaz mislim, da to na pravilen način v tem smislu. Neofašisti pa v še večjo privatizacijo in potem krivijo tiste, ki so za to pač kao, mislim, zaslužni, ne? In to je pa emigranti, kužni subjekti, taki in drugačni, trudno to niso Judi, ampak so Palestinci, in tako naprej. Ne. Ampak vse to nekako je razložljivo in tako kot se kaže, je, kar sem hotel povedati to, ne, da je pač Janšova taktika politična je res dolgoročna. On je prevrtljiv, on se prevrača, ne. To je vse res. Ampak se zelo konsistentno in predvidljivo prevrača na zelo podoben način, kot se je nekdanja socialistično-komunistična levica preobrazila v neoliberalno kapitalistično stranko za pridihom socialdemokratstva. Ampak, a veš, pot, ki jo je, če greš zdaj brati te dokumente iz, ne vem, 70-ih let, pa to, kar danes izrekajo dediči KPS, je ravno v toliki meri sprevračanje lastne poti in načel, kot je Janševo sprevračanje. On je tam začel, on je tudi tam začel. Ne. Ampak to je neka geneza, ki je pa zelo konsistentna in je mogoče v 30-letnem obdobju teoretsko utemeljiti in pokazati. Ne. To ni samo kapricioznost, je dejansko, ne vem, kako bi to rekel, da ne bi izzvenel preveč marksistično, kot da bi bila naddoločena, kot da bi imela neka pravila igre, ki se jih nosilec drži, v tem smislu. To res ni načelo, se strinjam s tabo, ne? Ampak je pa neka čvrsta pozicija, ki jo lahko prepoznaš in vidiš. Ne?
Deva še zadnjo digresijo, stavka zdravniška. Ne, zdaj, zadeva traja 8 teden, ne, to je stavka v svojih dimenzijah časovnih, kakršne v Sloveniji nismo videli. Pa tudi posledice niso ne vem koliko hude in velike. To se šele najavlja, da bo vendar, ne, zdaj se, jaz mislim, da se javno mnenje zelo obrača proti Fidesu, in seveda ljudje zdravniškega poklica nikoli ne bodo mogli odvzeti pomena, ker zdravniški poklic je prepomemben za njihovo lastno zdravje in za njihovo lastno zdravstveno korist. Ampak definitivno bo pa zdravniški poklic zaradi Fidesa, ne zaradi zdravnikov drugih, ne, ob dobro ime. To je pa že storjeno, ne? In nikoli več ga ne bodo dobili nazaj, saj ne v mitskem pomenu besede. Kar me žalosti, je, dobro, to Fides je, tako kot je madžarski Fidesz, ni vredno izgubljati besede. To so ljudje, ki so bolj ali manj zavržni, ne? Skregani za Hipokratovo, za prisego, z vsem tem, ne? Za razliko od častnosti od tistih, ki kompenzirajo in pač delajo tudi namesto njih, ne? Poteza, ki jo je ministrica Prevolnik potegnila, je to, ne, zdaj, če boste odpovedali soglasje k naduram, bomo naredili pa izmensko delo. Zelo pravilna poteza, zelo smiselna poteza in taktično dobra poteza. Vendar jaz jo vidim, ona je zelo utrujena, ona je zelo izčrpana, stvari jemlje zares in očitno hoče nekaj tudi premakniti in se nekako dobro drži, nisem pa prepričan, da bo vzdržala, pa ne zaradi Fidesa, ampak preprosto zaradi teže naloge, ki stoji na hrbtu. Na drugi strani pa gledam premierja Goloba, imam pa vtis, kot da sploh nima koncepta, ki bi ga ponudil in da mu je, da je njemu to igra in power game. Se pravi, da počne nekaj, tako kot se je videl, da se je zdaj igral z SD-jem, ne, da mu je všeč, da je nekoga stisnil v kot, in da je uničil nasprotnika, ne. Kar ga on dejansko uničuje. Ne? Zdaj, vlada je zdaj v prednosti pred zdravništvom, govorim Fidesom. Ne? Ni pa nujno, da bo vedno tako, to se lahko spet obrne. Ne? Če bodo to igro brez enega jasnega koncepta in brez enega jasnega programa pred ljudmi peljali na tak način, bo dvojna škoda. Prvo, kar je, se lahko igra obrne in gre v kaos, in drugo, kar je, ne, pravila igre, ne, to je vedel že Machiavelli, to je vedel že Sun Tzu in konec koncev to ve v bistvu vsaka zdrava pogajalska, ko ne rečem pamet, ne. Namreč, če se ti pogovarjaš za neko vrednoto, slediš vrednoti, ne poniževanju nasprotnika, ne. In Fides je začel z poniževanjem vseh ljudi nasproti sebe, za poniževanjem bolnikov, za poniževanjem oblasti, za poniževanjem vseh, ki niso posvečenci. Oni, ne, pa naj bili posvečenci, pa poglej to sirotišnico, ko jih gledaš, se te je sram, ne. Ampak vendar, če si ti v poziciji moči, tako kot premier Golob zdaj je, ti nikoli ne smeš javno ponižati sovražnika do točke, ko nima več pobega. Ti mu moraš pokazati neka vrata, skozi katera on lahko častno še nekako ali pobegne ali gre iz situacije. Da je lepo praviti nasprotnika, ne sovražnika. Oni se doživljajo zdaj kot sovražniki. Se pravi, biti bi pa morali nasprotniki. Ne? Se pravi, Fides doživlja vlado in celo javnost kot sovražnike, celo bolnike doživlja kot sovražnike in vlada v Power Games, ministrica ne. Ona se izraža pravilno. Ne? Pri premierju Golobu imam potiska, da ga on gleda zdaj v zdravnikih, pa ne, da bi osebno tako gledal, ampak pač v igri kot igri gleda sovražnike, a veš, na neki platformi, na katerem pač, se veš, tako, pritiskaš knofe in ubijaš sovražnike, da padejo v znak. Ne. To je po mojem mnenju neproduktivno in mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi tej igri, ki se vreče, ko se je rekel 8 tednov, ne, skozi govorimo, skozi govorimo, da je stavka in da ne vem kaj, vse občutimo, pa ne tako zelo grozno. Ne. Ja, lej, to, veš, občutimo ali ne, da se bo videl post festum z vsemi zamiki posegov, pregledov, etc., ki v tem času niso bili izvedeni. Ne? Tako kot nismo takoj videli, veš, učinkov pandemije, ko so zdravniški pregledi odpadali. Zelo pravilen pogled je to, da se mora vlada pač pogovarjati s celotnim spektrom javnega sektorja. Ne? Če gledaš učiteljstvo, je tik pred tem, da poči na enak način. In to je na nek način zavezuje premierja Goloba, da ne popušča. Ne? Ampak ni pa vtisa,
da v teh pogovorih in v modelaciji nove stvarnosti, ki je pogojena z inflacijo, prihaja do premikov. Ni tega. In še enkrat, najbolj enostavna rešitev bi bilo preprosto to, da inflacijo ukrotimo in enostavno vsi poslanci znižajo plače. Veš, kakšna sporočila fina bi bila to? Nočejo slišati tega. V redu. Sva že enkrat omenila, skončeva s tem, ker sva enkrat omenila, se vidva čez en teden. Drži.